Spoštovani gledalke in gledalci, pozdravljeni v oddaji Dogodki dneva. V Rogaški Slatini o prazniku podelili 2 plaketi in 3 priznanja. Mestna občina Celje začela z obnovo brežin na cesto na Celjsko kočo. V knjižnici pri Mišku Knjižku k branju spodbujajo šoloobvezne otroke. Rokometaši Celja Pivovarne Laško začeli s pripravami na novo sezono. Občina Rogaška Slatina svoj praznik praznuje 26. julija na god Svete Ane, zaveznice zdravilišča in občine. Konec tedna so na slavnostni seji občinskega sveta v tamkajšnjem kulturnem centru podelili letošnja občinska priznanja. Občina Rogaška Slatina ima tako 5 novih občinskih nagrajencev, od tega 3 prejemnike priznanja občine ter 2 nagrajenca, ki sta letos prejela plaketo občine Rogaška Slatina. Ocenjujem, da so tudi letošnji nagrajenci vsak na svojem področju prispevali k prepoznavnosti naše občine in ustvarjanju utripa v njej. 3 priznanja so prejeli neke vrste društva na različnih področjih, ki so pokazala nekaj več vsak v svojem okolju. Plaketi pa, po mojem mnenju, gresta zasluženo v roke gospodu Martinu Druškoviču, ki več kot 30 let je aktiven v krajevni skupnosti Kostrevnica na zelo različnih področjih. Seveda pa je virtuoz na harmoniki Andrej Toplišek prepoznavna osebnost Rogaške Slatine in kot takšen tudi rad sodeluje na različnih občinskih prireditvah, za kar smo mu tudi tokrat hvaležni. Prva plaketa je šla v roke kulturniku, ki je pred leti že prejel priznanje občine. Kako bi strnil stvari, pravzaprav življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrevnica, v čudovitem kolektivu sem delal, potem pa nekako tisti Vida But, ki se je včasih pod Bočem ukvarjala s kulturo, je z mojim prihodom šla v penzijo in je bilo treba zagrabiti. Mlad učitelj na vas je takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje. Že predtem sem se v Limju, odkudar izhajam, ukvarjal s kulturo, potem pa kamenček in nastane mozaik. Drugo plaketo občine pa je prejel glasbenik, verjetno najbolj poznan kot nekdanji član okroglih muzikantov. To je bilo 20-letno obdobje, skoraj 20 let. Razni projekti pri nas, v tujini. Mogoče pa najbolj zadnje obdobje 8 let, ko ustvarjam čisto umetniško, se pravi ne ustvarjam več za zabave, za razvedrilo, ampak predvsem umetniško glasbo poskušam umestiti na kulturno središče umetniškega ustvarjanja. Slatinski župan je na proslavi pripravil tudi presenečenje za nekdanjega kolega. Kolega župan občine Rogatec je v letošnjem letu pred zaključkom izteka mandata to poslanstvo zaključil, saj je postal poslanec in se preselil v poslanske klopi in želel sem se mu zaradi tega tudi zahvalil pred občinstvom v Rogaški Slatini za njegov prispevek v teh dolgih letih pri razvoju celotne regije in tudi za pomoč pri nekaterih investicijah v naši občini. Presenečenja je bil Rogačan zelo vesel. Moram povedati, da me je župan Rogaške Slatine Branko Kidič kar presenetil z pozornostjo. Zahvalil se me je za to najino 32-letno skupno sodelovanje. Se veste, moram povedati čisto iskreno, da sem popolnoma istega mnenja, oziroma tisto, kar je on meni povedal, bi lahko jaz na njega naslovil. Vso to dobro sodelovanje, tako kot sem rekel, mislim, da nikoli pri vseh pomembnih odločitvah, ki se je šlo za celotno območje Obsotelja Kozjanskega, predvsem pa, ko smo kaj skupaj delali, nikoli nismo imela neka nasprotna si stališča. Vedno smo bila istega mnenja, vedno smo dejansko spodbujala k temu še druge ostale kolege in kolegice, da je nek projekt ali neka skupna zadeva pomembna za vse. Se pravi, vsaka občina mora participirati, če se je šlo za finančna sredstva, tu je toliko sredstva, ki se je jasno razdelilo po nekem ključu in nikoli midva nismo delala težav. No, se moram tudi povedati, da ostali tudi ne, samo je pa res bilo to obdobje
ponosen sem, da tudi jaz imam takega kolega, kot je Brane Kidrič. Priznanja občine so na proslavi prejeli še Fantje z vasi, Športno društvo Irje in Literarno društvo Sončnica. Mestna občina Celje bo ta teden začela s prvim sklopom sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo v bližini opuščenega kamnoloma. V okviru sanacije bodo izvedli poseg in čiščenje brežine, namestili 65 metrov lovilnih ograj ter brežino zaščitili s sidrano mrežo. Sanacijo želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. V času del med 8 in 16 uro bo cesta popolnoma zaprta, dostop do Celjske koče pa bo v tem času mogoč preko Laškega ali Štor. Vrednost del, ki jih bosta izvedli podjetji Eho Projekt in Feniks, znaša dobrih 207 tisoč evrov. Sanacija naj bi bila zaključena do konca meseca septembra. V knjižnici pri Mišku Knjižku tudi v poletnih dneh skrbijo za spodbujanje branja pri šoloobveznih otrocih. V ta namen pripravljajo različne aktivnosti, med drugim sredine pravljične urice in nagradno igro Moja izbira je branje. Čeprav je zaradi počitnic v otroškem oddelku Osrednje knjižnice Celje v knjižnici pri Mišku Knjižku v teh dneh mogoče kakšen dan nekoliko manj obiskovalcev kot med šolskim letom, pa številni otroci kljub temu tudi med počitnicami radi berejo. K temu jih spodbujajo tudi knjižničarji. Knjižnica pravzaprav nikoli ni čisto tiha in mirna in tega smo zelo veseli zlasti med počitnicami, ko vemo, da otroci imajo priložnost izbirati si branje, to, kar pravzaprav sami želijo, in mi v knjižnici jih temu seveda spodbujamo z izborom gradiva in z nekaterimi dejavnostmi, s katerimi pač želimo privabiti tudi med počitnicami otroke, starše, majhne, velike otroke, tudi babice. S tem na nek način otroci vzdržujejo, rečemo temu, tudi to bralno kondicijo, ne, da so potem lažje tudi vklopijo nazaj v vsakodnevne obveznosti, ki jih prinaša šola. Ena od vsakoletnih spodbud je tudi nagradna igra, ki v poletnih mesecih popestri počitniško branje. V knjižnici ponujamo zato, da bi spodbujali obisk knjižnice in branja kar nekaj aktivnosti, dejavnosti, ki so že bolj ali ne manj utečene. Predvsem bi rekla, da smo leto že 6. leto pričeli oziroma ponujamo družinam, otrokom in staršem seveda to branje. Moja izbira je branje, sila preprosto se sliši. Gre predvsem za to, da želimo otrokom povedati, da so počitnice čas, ko so na voljo najrazličnejše dejavnosti in da je super, če si med vsemi izberejo tudi branje. Naša nagradna igra poteka od junija do septembra, tam nekje sredi septembra se potem zberejo vsi ti lističi, ki jih naši bralci prinesejo nazaj. 19. septembra letos na soboto ob 10. dopoldne bomo tule pri Splavarju imeli zaključno prireditev. Tudi letos bo glavna nagrada kolo. S tem želimo seveda poudariti to, da je branje in gibanje za naše otroke v tem hipu, se mi zdi, najbolj pomembno. Ob sredah je v knjižnici dopoldan še posebej živahno. Takrat lahko otroci med drugim prisluhnejo tudi kakšni zanimivi pravljici in se o njej pogovorijo. Imamo tudi dopoldne ob sredah prireditve, dejavnosti namenjene otrokom nekje od 5. do 12. leta, seveda pridejo tudi mlajši, tudi kakšni starejši. Prireditve oziroma ti dogodki so različno obiskani. Vemo, da so počitnice, da so otroci pravzaprav enkrat na morju, drugič pri kakšnih babicah, ampak tisti, ki imajo pa čas in ki jim je nekako se izide in radi pridejo v knjižnico, so pa lepo vabljeni. Imamo pravljice, pripovedujemo, beremo. Letos smo to dejavnost poimenovali branje, igra in zabava in vsakokrat so otroci, ki pridejo in starši zadovoljni, si izposodijo tudi knjige in se radi vračajo. Knjižničarji staršem svetujejo, naj tudi v poletnih počitniških dneh otroke spodbujajo k branju. Veseli bodo tudi skupnih obiskov v knjižnici, kjer bodo radi svetovali izposojo kakšne med najmlajšimi priljubljene knjige. Še vedno je v ospredju fantastika, potem zelo priljubljene so tudi detektivke, kriminalke. Mi pripravimo otrokom prav eno tako razstavo tematsko, obogateno s knjižno uganko, razstavljanje
strani knjige imamo po žanrih, predvsem izstopa tudi humor, to imajo otroci tudi zelo radi. Sicer se pa seveda vse bolj in vedno bolj vidim, da radi berejo stripi in vse knjige, ki so nekako predstavljene otrokom, vsebine na stripovski način pisanja. David Pilki, recimo Pasji mož in Pasji mulč, to sta stripa, ki sta zelo popularna. Še vedno recimo se bere Harry Potter ali pa recimo Vranja šesterica za nekoliko starejše otroke. Imamo eno posebno polico za bralce začetnike, ker prav tako mladim začetnim bralcem ponujamo knjige, ki so obogatene z ilustracijami in jim nekako omogočajo lažji prehod od tistega začetnega bralca do tega bolj, zagretega bralca. Ob tem pa med drugim ponujajo tudi bralne vrečke presenečenja. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so začeli s pripravami na novo sezono. V prestopnem roku je aktualne državne in pokalne prvake zapustilo 5 rokometašev, trener Klemen Luzar pa bo v novi sezoni lahko računal na 7 novincev. Med njimi je najbolj izkušen 35-letni Gašper Marguč, ki se po 12 letih pri madžarskem Vespremu vrača v matični klub. Dvorana je praktično ista, moji občutki v dresu so tudi enaki, vedno so bili dobri, tudi zdaj so, tako da se že veselim v bistvu nove sezone. Vedno je težka odločitev, kje boš nadaljeval svojo kariero, ampak pač, ko je prišla ponudba od Celja, tu so tudi osebna navezanost na klub, na mesto, kjer sem preživel zelo lepe trenutke, kjer sem odrastel v rokometaša in nisem bilo tako težko odločiti, moram priznati, ampak sigurno so tudi bila čustva vmesno. Margučeva vloga v celjskem moštvu bo letos povsem drugačna kot takrat, ko je zapuščal hram celjskega in slovenskega rokometa. V 12 letih se je marsikaj spremenilo, takrat sem jaz bil eden izmed mlajših, ni več tako, ampak sigurno sem, da to pot, ki sem jo dal čez, da lahko s kakšnim svetom tudi pomagam kakšnim mlajšim igralcem in če bodo potrebovali kak nasvet in ga bom sigurno dal. Po drugi strani pa tudi si želim pomagati ekipi na igrišču, svojo igralsko kvaliteto, ker mislim, da tudi še imam nekaj rokometa v sebi. Zadnji med novinci je pogodbo s Celjani podpisal 22-letni slovenski reprezentant Jaka Soršak, ki je prve rokometne korake naredil v Slovenj Gradcu, zadnji 2 sezoni je bil član trebanjskega Trima. Vse skupaj bom rekel, da je bilo kar malo na hitro, proti koncu sezone, malo tudi nepričakovano. V bistvu je pa pretehtala Liga prvakov in pa igranje za celjski dres, tako da je bilo tako nepričakovano in zelo na hitro. Jaz mislim, da se je v Celju zgradila ena zelo dobra ekipa, mlada, ambiciozna, z veliko želje po zmagovanju in po napredovanju. Tako da se že veselim zelo nove sezone in igranja v celjskem Zlatorogu. Soršak v Celje prihaja kot zamenjava za Andraža Makuca. Iskreno se počutim v redu na vseh pozicijah, tako da bom čisto videl po treningih in po tem, kako bo vse skupaj potekalo. Povratnik v dvorano Zlatorog je kolumbijski krožni napadalec Jesus Hurtado Vergara. Novinci so še Makedonec Dimitar Ozunčev, nemški krožni napadalec s slovenskim potnim listom Matis Hajs ter 21-letni levi zunanji iz Sviša iz Ivančne Gorice Lun Ključanin. Moram na začetku povedati, da sem itak zelo vesel, da sem lahko prišel v Celje v hram slovenskega rokometa. Ja, sigurno bo to drugače, kot je bilo do sedaj igranje v tej dvorani. Sedaj bo veliko bolj, mogoče celo lažje za mene, ker imam rad, da igram v domači dvorani. Bo predvsem tudi velik korak naprej, ker tukaj ne bo več tako enostavno, ampak bo sedaj letos tudi Liga prvakov in bo težji nasprotniki in tudi večja pričakovanja tako publike kot ostalih. Celjane bo kot glavni trener drugo sezono zapored vodil Klemen Luzar. Kapetanski trak pa bo še naprej nosil Žiga Mlakar, ki začenja že svojo 14. sezono v dresu Celja Pivovarne Laško. V Celju se vsako leto premešajo obrazi, ampak ambicije ostanejo iste.
Tako da tudi ti novi fantje, ki so prišli, so zagotovo prišli z namenom, bili izbrani z namenom, ker so pokazali dobre predstave v svojih prejšnjih ekipah in si zaslužili mesto tu. Tako da jaz mislim, da so vsi pripravljeni, no, da zagrizemo v delo, da nekako nadgradimo še tisto sezono od lani. Vemo, da letos smo nekako si prigarali tisto Ligo prvakov, ki je v bistvu nagrada za lansko sezono. In jaz verjamem, da jo bomo izkoristili čim bolje. Vseeno pa nam mora ostati prioriteta domače prvenstvo, ker vemo, da nam domače prvenstvo potem tudi za dalje prinaša evropska tekmovanja. In jaz verjamem, da smo vsi tukaj od danes naprej z mislimi usmerjeni na vse tekmece, na vse ovire, ki nas čakajo v letošnji sezoni. Po res uspešni lanski sezoni in odhodu nekih igralcev, ki so res pustili en velik pečat v lanski sezoni, smo nekako bili tudi primorani poiskati nove rešitve. Jaz verjamem, no, da so rešitve, ki smo jih našli, neka popestritev za našo ekipo, da bojo dodana vrednost. Je pa res, da tako vsako to pripravljalno obdobje, ki je namenjeno temu, da se nekako spoznamo, da jih jaz tudi nekoliko bolj osebno spoznam, da oni se poskušajo vklopiti v ekipo, ne, pa potem tudi v delo ekipe, pa v sistem igre. To pa zahteva svoj čas. Jaz verjamem, da so tu kvalitetni, da bo to tak čas kratek in da bomo letošnjo sezono začeli na višjem nivoju, kot smo lansko. Z prestopnim rokom smo zelo zadovoljni, sledili smo željam strokovnega štaba, ukrepili smo se na tistih mestih, kjer smo mislili, da imamo glede na lansko sezono še možnost za napredek, predvsem tukaj je bilo na krožnem napadalcu, hkrati smo tudi malo razširili nabor zunanjih igralcev, in ob tem smo še dodali nekaj izkušenj v obliki Gašperja Marguča, ki prihaja k nam z res pestrim življenjepisom, 15 sezonami v Ligi prvakov. Ob tem smo pa tudi zadržali nosilce iz lanske sezone, kot so kapitan Žiga Mlakar, Uroš Miličević in Tadej Mazej. Na začetku priprav Gašper Marguč zaradi poškodbe stopala vadi po posebnem programu. Filipa Rakito pa v mesecu avgustu čaka operacija kolena in nekajmesečna odsotnost. Člani mladinske reprezentance, ki je na Evropskem prvenstvu osvojila bronasto odličje, pa se bodo treningom priključili v sredo 29. julija. Celjani bodo v pripravljalnem obdobju odigrali 6 prijateljskih tekem. Novo sezono pa bodo odprli v soboto 29. avgusta, ko se bodo s Trimom pomerili za superpokalno lovoriko. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo. Tako, to je vse, kar smo vam pripravili v današnji oddaji Dogodki dneva. Hvala za vašo pozornost in ostanite v naši družbi še naprej.